Če obtičimo tam spodaj, je z nami konec. Če padem naravnost, z te pečine bom znorel. Zdaj moram dobiti hrano. Ne vem, kje za vraga bomo danes spali. Kar bodi tam poleg ognja in se lepo peci. Ja, tam noter je zagotovo tekočina. Če bi me zadel ena od teh zadev, bi bil praktično končan. O moj bog, fantje, naslednja 2 dni bom preživel tukaj na tej pečini, popolnoma brez hrane, vode in zavetja. Raziskovali bomo to deželo tukaj, da vidimo, ali lahko preživimo in ostanemo živi do jutri zjutraj. To bo res divji izziv, človek. Hodim zelo, zelo previdno, ker me okoli obdajajo eni najbolj nevarnih kaktusov. Tukaj spodaj so vrtinci. Če padem tja noter, bom v velikih težavah. Poskušal bom hitro splezati po tej pečini, da vam pokažem, kaj imam v nahrbtniku, kar nam bo pomagalo preživeti naslednja 2 dni. Gremo dol. Naj splezam to. Če padem tja noter, sem v velikih težavah. Premakni kapico sem dol. Ne odhajamo do jutri zjutraj. Nimamo hrane, nimamo vode in nimamo zavetja. In nekako naj bi preživeli tukaj zunaj. Ne vem, kako za vraga nam bo to uspelo, ampak v nahrbtniku imam nekaj stvari. Pokazal vam jih bom. Najprej imam tukaj svoje potapljaške plavuti. Te nam bodo pomagale pri gibanju v oceanu, če bomo želeli poiskati hrano ali pa samo raziskovati, kaj je tam zunaj. Drugič, tukaj imamo to tradicionalno ročno sulico. Ta stvar je skoraj neuporabna, človek. Vidite, da ima na zadnjem delu majhen elastičen trak. V bistvu ga samo potegneš nazaj in izstreliš te osti proti kakšni ribi, človek. Upam, da bomo s tem nadali kakšno konkretno hrano. Ta stvar nam bo res prav prišla, to je gotov. Prav, tukaj imamo dron, ta nam prav nič nam bo pomagal. Imamo GoPro in GoPro baterije. Tudi to nam ne bo nič pomagal. Imamo našo potapljaško masko. Seveda nam bo to pomagalo, da bomo lahko videli pod vodo in upajmo lovili kakšne ribe ali druge živali. Ne vem, kaj za vraga bom jedel tukaj naslednjih nekaj dni, fantje. Torej, to nam bo res zelo prav prišlo. Tukaj imam majico. Ta mi bo pomagala, da mi bo po noči toplo, me zaščitila pred vsemi žuželkami in tudi pred temi ostrimi kamni, na katerih trenutno sedimo. Ker ja, recimo, da me je malo zabolela rit. Zadnja stvar, ki imamo v nahrbtniku, je kresilo in kremen. In kot lahko vidite, v tej torbi ni ničesar več. To je vse, kar imamo za naslednja 2 dni. Ne vem, kako za vraga bomo preživeli tukaj. To bo res izjemno težek izziv. Ampak začnimo raziskovati naš dom in poglejmo, kaj lahko uporabimo okoli te pečine. V redu, zdaj, ko smo ugotovili, da naslednja 2 dni ne bomo zapustili te pečine, želim začeti raziskovati in videti, kaj lahko najdemo, kar nam bo pomagalo preživeti tukaj. Rad bi našel nekje, kjer bi imel vsaj neki sence, ker me to sonce trenutno dobesedno peče. Tukaj je nekak senčen rob, ampak ne vem, če lahko to opazite. Okoli leti približno 1000 žuželk. Prisloni se čisto ob to. To ne bo delovalo. Prav, moramo najti nekaj večjega od tega. To ne bo šlo, fantje. Tole zgleda kot kar dobro mesto. Moj nahrbtnik se je zataknil. Zataknil sem se. Spravi se ven. Tako, smo že. Prav. Vlečemo se gor. Joj, mislil sem, da bo to malo bolj udobno. Poskušal bom najti način, da mi bo udobno na tej skalnati steni. Vsaj imamo neke sence in zaščite. Težava je, da je celota ta stena obdana s kaktusi, človek. Naj vam nekaj povem, to ni prav prijetno na goli koži. Zato bom poskušal splezati sem gor. Poskušal bom narediti, da bo vsaj malo udobno. Ne vem, če je to sploh mogoče. Poskusili bomo poiskati senco tukaj, se malo spočiti za nekaj ur, narediti načrt, kako bomo zbrali hrano, vodo in verjetno izboljšali to zavetje. Potem bomo videli, kako naprej. Kar počnem je, da nabiram vse te liste in jih polagam na ta skalnat rob tukaj. To bo dejansko zagotovilo neko vrsto zaščite pred temi skalami tukaj. Tako lahko zgradimo nekakšno kot ptičje gnezdo za človeka. Je to sploh mogoče? Ne vem, mi bomo to omogočili. Prav, gremo, gradimo ptičje gnezdo za človeka. Prav, draga, zdaj gradimo ptičje gnezdo. Vse, kar moram narediti je, da malo pozneje znesem še nekaj jajc, ko bo šlo zares. Wow. Ne bom lagal, to je dejansko bolj stisnilo zadnjico, kot sem pričakoval. Si lahko predstavljate, kot da vam noži ves čas zabadavajo v hrbet, medtem ko se samo poskušate sprostiti. Tako je zdaj na teh skalah.
Prav, fantje, v resnični situaciji preživetja, če bi bil tukaj popolnoma sam nekaj dni in čakal na pomoč ter vse to, je točno to tisto, kar bi morali narediti. Želeli bi si najti neko vrsto zaščite pred soncem, ki jo lahko postavite in pri tem ohranite čim več energije, nato pa greste ven na sonce, le ko resnično potrebujete poiskati hrano, vodo ali izboljšati svoje zavetje in podobno. In točno to počnemo zdaj. Samo sedimo na tej skalni steni, samo sproščamo se. Kar bomo naredili je, da bomo kmalu začeli raziskovati okolico, da vidimo, če lahko najdemo vodo, hrano in izboljšamo to zavetje. In potem upajmo, da bomo lahko s časoma vse skupaj še izboljšali. Ampak nimam pojma, kaj za vraga bomo jedli. In ne vem, kje za vraga bomo danes spali. Počutim se kot golom v svoji majhni votlini, kot bi rekel, moja dragocenost, moja dragocenost. To je dobesedno to, kar počnem človek. Samo nastanil sem se v tej majhni, recimo, votlini na tej pečini. Kaj sploh počnem človek? Kakšen bedak sem? Obljubim vam, ker sem rekel, moja dragocenost, vas nisem hotel prestrašiti. Oprostite, samo sproščam se tukaj. Iz tega se ne boš izmazal, Wade Papenfuss. Prav, pojdimo tu, začnimo se premikati. Poglejmo, kaj lahko najdemo. Moramo biti previdni zaradi teh sunkov, ki prihajajo. Začnimo se premikati v to smer. Gremo. Vidiš tam spodaj, lahko uporabimo tiste stvari. Prejmo tja dol, bodimo previdni zaradi teh valov, ki prihajajo zdaj. Ampak to, kar bomo naredili, je, da bomo uporabili ta kamen in z njim odbili nekaj teh ostrig naravnost z te male skalne stene tukaj. Poskusimo najti kakšno večjo in jo udariti dol. Niso ravno velike, ampak tale je dobra. Prav tam. Imamo sveže ostrige, prijatelj. Prav, ko smo jih vzeli z te stene, poskusimo jih. To je dejansko res dober. Kaj za vraga? Ostrige so mi prirasle k srcu. Prav, odstraniva jih še neki. Ta je pripravljen. Poglej to tam. Dejva jo dol. Slano, kremasto in preprosto noro okusno. Prav, naberiva jih še neki, to je lahko dostopen vir hranil. Poglej, kako hitro se morje zdaj umika. Zdi se mi, da so ostrige nekaj, kar ali ljubiš, ali sovražiš. Ali jih imaš rad, ali pa jih ne preneseš. Napiši v komentarje, zdaj, zasuj komentarje, sporoči mi, če jih imaš rad. Fantje, pravkar sem našel zlato. Poglejte to, moramo biti previdni. Tukaj spodaj, blizu vode, lahko vidite kup polžev. Te dejansko lahko uporabimo. Prav, vzemamo nekaj teh, poglejte to, tukaj lahko vidite tele. Te mehne polže, lahko jih poberemo. Samo paziti moramo, da nas ne zadene val. Prav, nabrali smo celo kupico polžev tukaj, lahko vidite. Kar bom naredil je, da jih bom dal v zadnji žep. Te lahko kasneje spečemo na dogdam, jih odpremo in jih pošteno pojemo. Ti bi morali kar dobro iti po grlu, zato jih bom pustil v rezervi. Ampak še vedno želim najti nekaj bolj konkretnega za hrano kasneje. Takrat bomo uporabili ročno sulico. Šli bomo ob tem robu pečine tukaj in upam, da bomo s to ročno sulico našli kakšno hrano. Poglej to, stari, imamo ogromno jamo. To je noro. Počakaj, tam noter je toliko netopirjev. Ne vem za vas, ampak mene netopirji malo strašijo. So malo strašljivi. Torej ja, mogoče je razlog to, da ti lahko prenesejo steklino. Verjetno je to razlog, zakaj me je strah. Če obtičimo tam spodaj, je z nami konec. Fantje, te valovi, ki prihajajo sem noter, so nori. Tukaj so samo skale, suh greben. Lahko vidiš tam. Poglej to. Takoj tam. To je zagotovo smrt v tisti jami. Ne vem, kaj je huje. Ogromni valovi, ki butajo ob skale ali netopirji. Iskreno raj bi zbral valove kot netopirje. Prav, morda se vam bom zdaj čuden, ampak pravkar sem našel nekaj res norga. Veliko ljudi porabi veliko denarja za obiskovanje, veste, masažnih bazenov in podobnih stvari. Trenutno imamo svoj masažni bazen v naravi, draga. Fantje, mislim, da se lahko zaenkrat samo sprostim v tem malem masažnem bazenčku. Samo sprostite se, kasneje bomo ugotovili, kako bomo sploh prišli do hrane in kje bomo spali, ker ne vem, če vidite te skale za mano, so skoraj kot britvice. Tako da mi bo hrbet čez noč
popolnoma uničen. Ja, moram si najti nekje zaspati. Ampak najprej se bomo okopali. Jej, sploh nisem pomislil na to, ampak upam, da v tej spakopeli ni kakšnih jegul ali rakov, ki bo šli naravnost v mojo črno luknjo. Nimajo se kje skriti. Res sem čuden. Čudo je, da sem tukaj zunaj in se smejim svojim šalam. Mal znoriš, fantje, ko preživiš preveč časa sam s sabo. Ja, fantje, prav, zapuščam spakopel, ne moramo ostati tam zavedno. Hočem iti pogledat, če lahko najdemo še kaj hranil. Gremo. Tale kaktus tukaj je v resnici opuncija. Če najdemo sadež, ki raste na njem, ga bomo verjetno lahko pojedli. Ampak edini sadež, ki ga vidim, je čist na vrhu tam. Naj vam povem, da ni šans, da bi plezil po tej pečini zaradi teh kaktusov, ker če padam tja noter, so tam ogromne plime, ki prinesejo ves odpadek in vse to ostane v teh plimnih bazenih. Tako da mislim, da bomo naredili tako, da naberemo malo tega. Poglejte to, to preprosto ne izgleda prav, kaj ne? Vse te plastične vrečke samo ležijo tukaj. Ko bomo jutri zjutraj odšli, jih lahko odnesemo s seboj. Torej, dajmo to spraviti v nahrbtnik. Moj bog, fantje, poglejte to. Pravkar sem našel gospoda Kraba. Krabs sedi na skali in se suši na soncu. Ampak poglejmo, če ima okus po prekleti Krabby Patty. Dovolj je. Nima nobenega okusa po prekleti Krabby Patty. Prav. To ni užitno. Gremo naprej. Tukaj sem našel to polico. Poglej to. Zadaj je kar ravna, torej je vsaj v senci je kar ravna zadaj. Ampak glejte, ni se kam usesti. Vidite, da je tukaj le majhen del za sedenje. Torej razmišljam, če lahko to ogromno recimo skalo premaknem sem, da ustvarim nekakšen stol. V redu, to skalo bomo premaknili in si naredili poslo. To se dogaja. Gremo, Vado. Vado je v redu, kaj se dogaja? Gremo. Ni ravno uspelo, kaj ne? Nekaj se je premaknilo. V redu? To ne deluje. Poglej tega pajka, prijatelj. Tam je, prosim, daj no, prijatelj. Pretty ven. Tam je, prav tam, lahko ga vidiš. Prav, trenutno se počutim nekoliko poraženega. Poskušal sem premakniti tisto skalo tam, ampak nisem mogel. Tako da smo spet v ptičjem gnezdu. Mislim, da bomo tukaj verjetno mogli prespati nocoj, fantje, če ne najdem ničesar drugega. Tako da se bomo mogli stisniti v to ptičje gnezdo in ga narediti za pravo ptičje gnezdo. To ne bo dobra noč, to je zagotovo. Prav, zadnji 2 uri sem se sproščal v ptičjem gnezdu in postajam nor. Zdaj moram dobiti hrano. Gremo ven s to ročno sulico. Gremo ven v globoko vodo ob tisti polici in bomo videli, če lahko kaj ujamemo. Gremo, dejmo. Skozi sem zdrsnil. V redu, fantje. Skočil bom naravnost z te police v vodo. Pripravljeni? 3, 2, 1. Ali ne bi smelo to? To je bil dober skok, fantje. Tukaj je veliko toka. Hitro si nadenimo to masko. Oblecimo si plavuti. Poglejmo, če lahko najdemo kaj hrane. Gremo! Dobesedno, takoj, ko sem skočil noter, smo našli Nema. Poglejte to.
Tega tipa sem lovil celo večnost in končno smo ga dobili, stari. Ampak, fantje, potrebujemo še več hrane. To mi za večerjo ne bo dovolj. Torej, pojdimo nazaj noter in poglejmo, če lahko ujamemo še enega ali kaj drugačnega. Gremo! Tukaj imam veliko ribo. Ravno je šla v to luknjo in zdaj samo sedi tam. Poglej to, draga! Imamo veliko mrcino. To je. O moj bog! Ne morem verjeti, da sem to ujel z ročno sulico. Kaj za vraga? Sem čisto navdušen. O moj bog, fantje! Ne morem verjeti, kako dobro nam je šlo tam zunaj. Zdaj sem čisto navdušen. Fantje, poglejte to pravo lepoto tukaj. Temu pravijo riba sprožilka. In razlog za to je, da imajo tukaj zgorej nekaj, kar zgleda kot sprožilec pištole. Lahko vidite. Bum, bum, bum. Zato temu pravijo sprožilna riba. Kot ste videli, je kar zletela v luknjo, jaz sem samo porinil svojo sulico noter, pravzaprav ga sploh nisem rabil ustreliti. In ja, zadeli smo ga. Te ribe, fantje, so znane tudi po tem, da napadajo ljudi. Svoje gnezdo branijo za vsako ceno. In če vas udarijo s temi zobmi, boste v velikih težavah. Mislim, da bi ta riba lahko s temi zobmi pojedla celo jabolko skozi teniški lopar. Torej ja, bo kasneje dober za pojest. Sem čist navdušen. Imam še enega v zadnjem žepu. Naj ga hitro vzamem ven. Jaz sem edini, ki ima ribe v zadnjem žepu. Prav, naj vzamem to ribo iz zadnjega žepa. Prav, imam ga. Ves čas me je malo zbadal vrit tam zunaj. Ampak poglejte to, poredneža. Mislim, da je to verjetno tisto, kar imenujejo indonezijski ekvivalent ribe tašča. Zdaj v Avstraliji, fantje, imamo to ribo, ki se imenuje morwong in ji pravimo riba tašča. Razlog za to je, da naj bi jo dali svoji tašči. Okus sploh ni dober. In mislim, da je to verjetno indonezijska različica, fantje. Malo sem ga lovil naokoli, poglejte, ni nobena pošast, ampak bo dober za pojest malo kasneje. Bomo videla, si zasluži iti k tašči, ali pa ga lahko pojem jaz. Torej ja, nimam tašče, tako da ga bom v vsakem primeru pojedel. Besede ne morejo opisati, kako se trenutno počutam, fantje. Šli smo ven, lovili smo s prekleto ročno sulico in uspelo nam je. Tako sem navdušen trenutno. Ja, pravkar sem prispel v ptičje gnezdo. Tukaj se bom malo sprostil, počakal, da sonce malo zaide, potem pa mislim, da bomo dali ribo na žar. Imam še nekaj stvari tukaj, ki vam jih želim pokazati in upam, da bodo naredile ribo še bolj okusno. Pokazal vam jih bom, ko jo bomo začeli kuhati. To bo noro dobro. Wow, če bi padel tja dol, bi bilo z mano konc, stari. Prav, li sem najdel to recimo senčno mesto tukaj na tej steni pečine. Vidite, tam spodaj je korito, jaz bom tukaj malo počival, moram paziti, da ne zaspim, ali kaj podobnega, ker če zaspim in se prevrnem, bom skoraj zagotovo padel v to smrtonosno past tukaj. Tako da bom kar malo počival tukaj na tej pečini, pravzaprav ni tako slabo. Tako da bom tukaj malo počival in pustil, da čas mine, potem pa bomo spekali tisto ribo. Ha! Čas trenutno teče tako počasi. Prav, fantje, počutim se čist ves slan in prašen zdajle človek.
Sedel sem tukaj v senci verjetno 3-4 ure. Verjetno smo zdaj dovolj blizu, da gremo in poskusimo najti nekaj virov, ki jih lahko uporabimo za zakurjanje ognja in pripravo ribe, ki smo jo ujeli malo prej. Počutim se tako opečenega od sonca in tako slanga. Mislim, da si bom dal 1 uro, da se zdaj spustim z te pečine. Poiskati nekaj stvari, nekaj skuhati in se najesti, potem pa se moram vrniti sem za prihajajočo noč. Človek, ta povratek ne bo zabaven, ampak vseeno, gremo poiskati nekaj stvari ob tej pečini tukaj. Tukaj je nekaj lesa in podobnih stvari. Gremo pogledati, ali lahko kaj najdemo, ker kot vidite, tukaj dobesedno ni ničesar, tako da nimam nobene možnosti, da zakuram ogenj. Odložimo našo ribo kar tukaj. Moj bog, fantje, poglejte to. Čudovita Indonezija, človek. To je neverjetno. Imamo palme, prijatelji. Tam zgoraj imamo kokose. In tukaj bomo zakurali naš popoldanski ogenj. Besede ne morejo opisati, kako dober je, da sem zdaj dol z tiste pečine, fantje. Ravno prehajamo sem, dajem si 1 uro. To je to. Tuk časa imam, da kaj skuham. Mislim, da vso našo hrano. In morda bomo kasneje našli kakšen kokos ali kaj podobnega za pit. Prav, takle je načrt za zdaj. Zbrali bomo nekaj stvari, ki jih lahko uporabimo za zakuriti ogenj. Na pečini ni bilo dobesedno ničesar, fantje. Tako da ne vem, kako pričakujete, da bom preživel, ko pa dobesedno nimam načina, da zakurim ogenj. Torej, kar počnemo je, da zbiramo stvari za ogenj. 1 ura, ribe bomo dali kuhati. Potem se bomo vrnili tja za noč. Ne vem, zakaj si to ves čas ponavljam. V redu, nabral bom celo kupico tega. Vse to lahko uporabimo za ogenj. Ogenj bomo zakurili kar tukaj. Loži to tja. V redu, zdaj imamo nekaj velikih kosov. Hočem najti nekaj netiva tukaj zgorej, da lahko zakurimo ta ogenj. Potem ga lahko samo še povečamo in damo gor ribo. Sem prekleto lačen. Ves dan nisem nič jedel. In ja, tudi zelo, zelo žejen sem. Torej, mogoče najdemo kakšen kokos ali kaj podobnega. Kot lahko vidite, je tukaj polno kokosovih palm. Grem pogledat, če lahko najdem kaj tekočine. Poglej tukaj o poti, samo da mi to ne pade na glavo. Hitro poglejmo. Ne. Ta je že odprt. Naj vzamem tega. O, ta ima nekaj tekočine v sebi. Ni svež, mlad kokos, ampak ima nekaj tekočine v sebi. Vidite, da dejansko začne kaliti prav tam. Poskušal bom iz tega dobiti tekočino, fantje. Ne vem, kako sveža bo, ampak to bo edina tekočina, ki jo bomo imeli. Drugače bomo morali zdržati do jutri. Zdaj imamo recimo neko vrsto tekočine. Samo še tole moramo odpreti. Gremo nabrati še nekaj netiva za ta ogenj. In potem bomo dobesedno imeli hrano in vodo do jutri. Ampak tole izgleda res dobro. Vidite, to je res zelo lahka, suha trava. Dokler dobimo suhe stvari, bo popolno. Kar želim narediti, je, da samo potegnem roke skozi to. In vsi kosi, ki jih poberem, so mrtvi kosi. Torej vse to je mrtvo. Prav, ne vem, kakšen znak mi Bog trenutno pošilja, ampak tukaj je še en nedrček. Zakaj vedno najdem ženske nedrčke na plažah, ko raziskujem? Tukaj imamo še nekaj lesa. Tam je nekaj belega. Trisk. V redu, fantje, trenutno sem tukaj le spodaj in zbiram zaloge in tukaj le imamo pravo legendo, lokalno legendo. Kako ti je ime? Kako ti je ime? V redu, nima imena. Je to Putu. Dejno. Dejno. Njegovo ime je Komang. Komang. V redu, vsi v Indoneziji se imenujejo ali Putu ali Komang. Torej, njegovo ime je Komang. Takole trkneš pestjo. Tako, evo ga. Prav, dejansko ga bom povabil, da poje nekaj ribe, če ostane tukaj spodaj, zakuril bom ogenj in ga potem poskusil poklicati k sebi. Trenutno, prek prevoda se trenutno ne pove, kaj dosti. Torej, zakuril bom ta ogenj, fantje, prižgali ga bomo in potem bo ta legenda lahko pojedel nekaj ribe. To je bistvo, gre za deljenje. Ampak ja, kasneje se bomo vrnili na tisto pečino. Zdaj pa zakurimo ta ogenj. Imamo vse potrebne materiale. To je trenutek resnice. Čas je za kuhanje ob sončnem zahodu. Fantje, tukaj imamo jeklo in kremen. Vidite, da prižigamo to zadevo. Začenjamo z kuhanjem. Povabili bomo nekaj domačinov, če se mi želijo pridružiti pri kuhanju. Trenutno ni veliko pogovora, fantje. Tako da sploh ne vem, kaj naj jim rečem, ampak želim zakuriti ta ogenj. Hočem dati to ribo gor. Potem pa bomo videli, če jih lahko povabimo sem. In potem se moramo čez 1 uro vrniti na pečino, da tam prespimo.
To bo zabavno. Poglej to, ogenj smo zakurili. Dejno, ja, dobro opravljeno, bater. Prijatelj, no, fantje, težko se zakuril ogenj s kresilom. In Komang me je videl tam zgorej. In je prišel dol in vzel staro dobro vžigalco. In rekel je, prijatelj, kaj dela s kresilom? Tako da je uporabil vžigalco. In poglej to zdaj, ogenj smo zakurili. Tako da mislim, da je prava legenda tukaj. Komang! Morali si bomo razdeliti ribe, tako da lahko nekaj rib poješ z mano. Prav, skuhali smo ribe, torej bova skuhala ribe jaz in ta legenda tukaj. Fantje, to se je iz solo, recimo preživetvene misije, spremenilo v to, da sem našel domačina na plaži in zdaj skupaj kuhava. Ampak tako pač gre pri meni, fantje. Tukaj gre vse za deljenje dobrih vibracij, dobrih občutkov tukaj v Indoneziji. Torej, zakurili bomo ogenj, pripravili bomo ribe. Ej, legenda za mano, piha na ogenj, skrbi, da je dovolj kisika. Ribe imamo tukaj, fantje. Torej, to tukaj, to je očitno tista riba tašča, o kateri smo prej govorili. To lahko kar damo naravnost na ogenj. Dali bomo palico naravnost skozi njeno grlo in jo vrli čez ogenj. Tako bo v redu. Tole tukaj, rad bi vam pokazal, kako lahko to očistimo. Torej, fantje ima zelo trdo kožo tukaj, vidite lahko. In kaj bom naredil je, da bom dobesedno prijel to kožo in upam, da jo bom lahko v enem kosu olupil. Samo vlečem to kožo nazaj. Tukaj lahko vidite, fantje, pri tej ribi. Samo olupim jo. Jazz in Komang, to bova skupaj delila na plaži. Kako dobro je to, poglej tole. Vsega je dobesedno dol v enem kosu. Prav, Komang je v ozadju res močno zakuril ogenj, prav, ker sem očistil to ribo, lahko vidite to ribo tam. To je vse samo meso. In potem tega frajerja tukaj lahko damo naravnost nad ogenj. Torej, Komang, ja, to bova delila, samo ta kos lesa bom prijel, lahko vidiš, tako preprosto je. In kaj bom naredil je to, da ga bom zapičil naravnost v tla, tako poleg najinega ognja. Poskrbi, da tista debela stvar ostane tam, kjer je in da se ne premika. In lahko sedi tam poleg ognja in se lepo peče, tako kot mora biti. Ne vem, kam je šel Kormong, ampak ga bom poklical nazaj. Res ga je težko obdržati tukaj, fantje, ker se kar sprehaja naokoli. Očitno ima opravke in dolžnosti. Zato ga bom poklical nazaj, ker mi je pomagal zanetiti ta ogenj. Prepričan sem, da je to tukaj mogoče Komangova kmetija ali nekaj takega, ker si ves čas ogleduje vsa ta drevesa. Ne vem, kam sploh gre. Zdaj se počutim slabo. Pravkar mi je pomagal s tem ognjem in zdaj je kar zginil. Poskušam mu reči bakar, kar tukaj pomeni žar, ampak mislim, da ne razume povsem, kaj mu želim povedati. Tako da upam, da se vrne dol, saj da lahko uživa v tej ribi. Ni veliko krajev na svetu, ker bi se res trudil zanetiti ogenj s kresilom in kremenom. Pride s katljico vžigalic, mi pržge ogenj in potem gre naprej po svoji poti. Ne vem, kam za vraga je šel zdaj. Mislim, da je tam zgori, v grmovju in nabira. Verjetno so tukaj zgori vsi te sadni drevesi in vse ostalo. Upam, da ga lahko pokličemo nazaj dol in ga povabimo k kuhanju, ker je res legenda. Komang, hvala ti, prijatelj, res si mi pomagal. Težko sem pržgal ta ogenj. Odprimo jo, lupim ta kokos. Poglejmo, če je kaj tekočine v tejle zadevi. Želim si, da bi imel mačeto, ampak je nimam. Tako, skoraj smo ga odprli. Rad bi odstranil vse to. Verjetno mi ga lahko zdaj odprl, ampak želim odstraniti vso to lupino, da vam lahko pokažem, kako izgleda oreh. Ja, tam je zagotovo tekočina noter. V redu, zadnji kos. V redu, uspelo nam je. Tukaj imamo naš kokos. V redu. Vidite, da je že začel kaliti. Zdaj ga bom odprl in preveril, če imamo kaj tekočine, prijatelj. To bi lahko vse spremenilo. Tako, pa smo. O, bog. Ni bilo veliko tam noter, ampak je bilo tako dobro. In poglej to, človek. Vidiš ta kokos tukaj? Ima to kroglico v sebi. To je zato, ker je začel kaliti. Je kot velika krogla pene in vse to lahko dejansko poješ. To je dejansko del ponovne rasti kokosa in mislim, da se začne širiti. Poglej to! On je tako dober.
ima enako teksturo kot zdrobljen led. Ne hecam se, ampak je preprosto. Neverjetno. O moj bog, človek. Ta kokos me je poživil. Zdaj se počutim veliko boljš, ampak poglej tole. Ta ogenj res močno gori. In poglej to čudovito ribo. Ali se šali, človek. Poglej to, samo malo jih obračam. Tam se bodo kar naprej pekle. Ampak imam majhen trik, ki ga želim uporabiti, da bo ta riba še boljša. Pokazal vam ga bom, ampak moramo iti malo dol. To je kokos, ki smo ga že skoraj odprli. Kaj želim narediti je, da vzamem malo korale tukaj. In potem bom s to koralo postrgal kokos. Takole. In kar počnem je, da zmeljem ves ta sok, meso in vse ostalo v tem kokosu tukaj, lahko vidite. In vse to lahko uporabimo, da vam pomočimo našo ribo in ustvarimo čudovit, recimo, kokosov okus. To pasto bomo vzeli in jo lahko dodamo ribi na zunanji strani. In to bo res čudovito. Ribi bo dodalo nekaj sladkobe. Poglej to ribo tam, tako sočna je, človek. Vidiš jo? Poglej to, samo malo jo bom pustil, da se ohladi. Postavil jo bom kar tja. Dajmo še drugo dol. Če bi vi lahko zdaj to zavohali, diši neverjetno. Kar malo mesa bom otrgal naravnost z njegovega telesa. Poskusimo, da vidimo, kako bo šlo. Pravzaprav še nikoli nisem jedel ena od teh. Meso zgleda res lepo in belo tukaj. V redu, poskusimo najprej brez vsega, potem pa še s kokosom. Riba sprožilka. To je okusno, človek. Wow. Definitivno bi še enkrat ustrelil eno od teh. 100% meso je zelo čvrsto. To je res neverjetno. Kdo bi si mislil? Trigger fish. Prav, poskusimo malo mesa. Poskusimo ga s kokosom. S tem kokosom je to res dobro. Je kak kokosov kari, le da nam manjka še kakih 1000 sestavin. Zdaj bomo poskusili to ribo tašča. Bomo videli, kako bo šlo. Tukaj smo jo odprli, poskusimo. Riba tašča. Mislim, da bi bila tašča kar zadovoljna s tem, fantje. Ne govorim kar tako. Tekstura je povsem drugačna kot pri ribi sprožilki. To je kot običajna riba, ki se lepo lomi na koščke. Nič ni narobe s tem. Riba sprožilka ima veliko več mesa. Imamo srečo, da smo to ujeli. Ker če bi ujeli samo tisto eno ribo, to ne bi bilo dovolj hrane. Ta riba je res neverjetna, ampak ne smemo pozabiti na polže, ki smo jih nabrali, fantje. Tako da bom zdaj odprl tole stvar, če mi uspe. Prekleto lomi korale. Evo ga, v redu. Spravimo to dol. Poskusimo. Malo lupine je v tem. Polži preprosto niso dobri. Pri tej jedi bom ostal pri ribi, fantje. Ti polži res niso to. Prav, trenutek je prišel, vse moramo spakirati in odnesti nazaj na pečino, kjer bomo prespali noč. Uspelo nam je zakuriti ogenj, skuhati hrano in dobiti malo tekočine, da bomo zdržali naprej. A moramo se vrniti na pečino, da tam prespimo noč. To je izziv. V redu, pojdimo od tu, pogasimo ta ogenj, gremo. Pravzaprav sem čist na tleh, fantje. Poskušal sem najti komanga, da bi jedel tisto ribo z mano, a je kar zginil. Mislim, da je imel kar veliko dela, verjetno svojo kmetijo in vsem tem. Tako da, ko je bila riba pečena, ga ni bilo nikjer. Ampak kakorkoli, Koman, če slučajno vidiš ta video, si prava legenda. In ja, najlepša hvala, ker si mi pomagal zanetiti ogenj. Obožujem Indonezijo, obožujem vse vas. Poglejte si to zdaj, fantje, sonce je pravkar zašlo za obzorje. Tukaj je res prekrasno. Samo jaz in vi, to smo mi za nocoj. Poglejte te netopirje. Vidite lahko vse te netopirje tukaj. Vsi ti netopirji bodo kasneje prileteli ven, medtem ko bomo spali. Verjetno sem na to pozabil. Upajmo, da ne dobim stekline. Poglej jih vse, vsi prihajajo ven, poglej jih. Ko da se zlijajo iz te jame. Res jih je na milijone. Poglej nebo zdaj, to so vse netopirji. Joj, človek, začeli so švigati tik mimo mene, dobesedno švigajo tik mimo mene. Zdaj prihajajo res zelo blizu. V redu, raj se bom sklonil, ker sploh ne vem, če imajo tukaj v Indoneziji cepljenje proti steklini. Če bi me katera od teh zverin udarila, bi bil verjetno kar končan. Prav tole je to za nocoj. Trenutno smo na tej pečini, tamle imamo netopirjevo jamo. Ampak poglejte te barve zdaj, res je čudovito, človek.
Nekaj je na tem, da si tukaj zunaj, fantje, v naravi, da spiš tukaj, sred ničesar. Včasih je malo zastrašujoče, ampak sem se že navadil in pravzaprav mi je to všeč. Vi ste edina stvar, ki me resnično drži pokonci. Tukaj v Indoneziji sliši se slabo, ampak pravzaprav nimam prijateljev. Nihče okoli mene ne govori angleško, tako da sem tukaj pravzaprav čisto sam. Zato mi vaša podpora ves čas res veliko pomeni. Ja, to je tisto, kar me drži pokonci. Zdaj si bom oblekel majico, se pripravil na noč pred nami in našel kakšno skalo tukaj, na katero se lahko naslonimo, pa da nam ne bo raztrgala hrbta. In ja, tukaj bomo prespali to noč, nekje tukaj na tej pečini. Fantje, ravno si oblačim majico, pripravljam se na noč pred nami. Saj to mi bo zaščitil hrbet pred vsemi temi ostrimi kamni, kasneje pred komarji in me tudi grelo skozi noč. Torej ja, to mi bo res prišlo prav. Prav, mislim, da še nikoli nisem spal sede, ampak mislim, da bo nocoj prva noč. O moj bog, fantje, ne vem, če me lahko zdaj slišite. Ugibam, da je verjetno okoli polnoči ali 1 ure zjutraj. Tukaj zunaj sploh ne morem spati. To je smešno. Te kamni mi uničujejo hrbtenico in preprosto se ne morem udobno namestiti. Ampak verjetno je do jutra le še nekaj ur. Kmalu se vidimo, fantje. O moj bog, človek. Dobro jutro vam, fantje. Poglej tole. Vidite, sonce ravno zdaj vzhaja nad obzorjem. Danes je pravzaprav precej turoben dan, človek. Ne vam nekaj povem, moj hrbet je trenutno čisto uničen, ampak uspelo nam je. Preživeli smo brez hrane, brez vode in brez zavetja tukaj na tej pečini. In zdaj grem stran od tod, fantje. Če vam je bil ta video všeč, prosim, všečkajte in se naročite. To res veliko pomeni in mi bo pomagalo, da si bom lahko privoščil operacijo hrbta po tej izkušnji. Se vidimo v naslednji divji avanturi, fantje. Veliko ljubezni. Šihu! Ihu!